Pozdravljeni. Danes bo beseda tekla o aferi Crashgate. Tisti, po mojem osebnem mnenju, drugi najhujši v sodobni Formuli 1. Da ne bom zgubljal preveč besed, poglejmo si najprej tisto, kar smo videli mi, navdušenci, navijači za televizijskimi sprejemniki. Vse se je zgodilo na veliki nagradi Singapurja leta 2008. To je bila prva velika nagrada Formule 1 v Singapurju, prva nočna dirka, 8. dirka sodobne Formule 1. Pri tovarniški ekipi Renault na kvalifikacijah so bili daleč od najboljših. Fernando Alonso je bil 15. v Q2 sploh ni postavil časa. Nelson Piquet, mlajši, je bil 16. In seveda, ko se je dirka začela, na oba tovarniška Renaulta mislim, da nismo gledali s preveč pozornosti, namreč bilo je to sezona 2008, borba med Felipom Massom in Lewisom Hamiltonom, tako da tisti prvi postanek Fernanda Alonsa v 12. krogu, saj meni, se je zdel kot nek podskus predčasnega postanka, da bi vsaj tako strategijo pridobil nekaj mest. A v 14. krogu je Nelson Piquet mlajši izgubil oblast nad svojim bolidom. Zaletel se je v zid, na progo je bil poslan varnostni avtomobil. Nekako pričakovano, nismo bili preveč presenečeni, kajti v okrevalnem krogu se je Nelson Piquet mlajši prav tako zavrtel in cel vikend se je pritoževal nad tem, da ima graining na pnevmatikah. In zgodilo se je prav v ključnem trenutku dirke, ko so mnogi bili tako na tesnem z gorivom, da so imeli že načrtovan postanek. Dva izmed njih, Nico Rosberg in Robert Kubica, sta bila prisiljena iti v bokse, še ko je bil pit lane zaprt. Zato sta dobila oba stop and go 10 sekund. To je bilo v 15. krogu. Nato v 17. krogu se je ustavil vodilni Felipe Massa. In mislim, da se še vsi spomnimo, kako mu je ostala tista cev za dolivanje goriva pritrjena na njegovem Ferrariju. Praktično s tistim postankom je bil izločen iz boja za najvišja mesta. V vodstvo je prišel Rosberg, tisti, ki se je ustavil v 15. krogu. To, da bo imel stop and go, ni bilo še določeno v tistem trenutku. In vidimo, kako se je splačalo takrat iti čim prej v bokse. No, Rosberg je nato vodil do 28. kroga, ko se je ustavil, da je odslužil kazen, nato je imel še en postanek v 40. Nekaj krogov od 29. do 33. je nato vodil Jarno Trulli, od 34. kroga do 61. je pa na prvem mestu bil Fernando Alonso s tovarniškim Renaultom, tisti, ki je začel dirko na 15. mestu in se ustavil v 12. krogu. In seveda, v 41. krogu se je ustavil za drugi postanek, a prišel prav tako vodilni nazaj na progo. V 50. krogu smo imeli drugi varnostni avtomobil, katerega je povzročil Adrian Sutil, a ta ni vplival na razpored dirke. Na koncu smo bili vsi zadovoljni, presenetljiva zmaga Alonsa z dobro strategijo in malce sreče, napeta dirka polna kaosa in tako smo jo tudi arhivirali. Vse do avgusta naslednjega leta, leta 2009. Pri tovarniški ekipi Renault se razmere niso izboljšale. Nelson Piquet mlajši sploh ni dosegel točk. Zato ga je Flavio Briatore sredi sezone zamenjal z Romanom Grosjeanom. In takrat Nelson Piquet mlajši je spregovoril. Na veliki nagradi Singapurja prejšnjo sezono sta mu Pat Simons in Flavio Briatore ukazala, da se je zaletel v zid v 14. krogu. In sedaj nam je vsem nam postalo izjemno jasno, kako prednost je dobil Fernando Alonso, kateri se je ustavil v boksih 2 kroga pred tem. Sedaj, ko je Nelson Piquet mlajši povedal, da je bilo to namerno, nam je bilo tudi jasno, da je bila to velika goljufija. In da je bila goljufija, je bilo jasno tudi pri FIA. 21. septembra 2009 so imeli zaslišanje. Teden prej sta bila odpuščena ali sta odšla z tovarniške ekipe tako Pat Simons kot Flavio Briatore. Renault je bil na tem zaslišanju diskvalificiran. A diskvalificiran tako z 2 letoma pogojne dobe preizkusa. Če bi ponovili kaj takega,
bi bili lahko tudi diskvalificirani. Torej, vsak sam ve, da se kaj takega ni zgodilo. Pa Simons je priznal svojo krivdo in zato dobil prepoved 5 let dela v Formuli 1. Flavio Briatore ni priznal svoje krivde in svoje vpletenosti v tej aferi, zato je dobil dosmrtno prepoved. Nelson Piquet mlajši in Fernando Alonso pa seveda nič. In sedaj, kaj se je zgodilo naprej? Vemo, pri Renaultu zadeve niso potrdili. Fernando Alonso je nadaljeval svojo kariero. Tudi Nelson Piquet mlajši je nadaljeval svojo kariero, a v drugih kategorijah. Pač nekdo, ki tako izda svojo ekipo, pa čeprav zaradi tega, ker so sleparili, ni vreden zaupanja. In izgubil je zaupanje tudi v mojih očeh. Pa Simons in Flavio Briatore sta se pritožila na francoskem sodišču leta 2010. In francosko sodišče ni ugotovilo, da nista storila tistih dejanj, za katera sta bila obsojena, ampak proceduralne napake. FIA je Briatoriju morala plačati 15.000 evrov odškodnine, Simonsu 5.000 evrov in izvensodno so se pogodili, da so te prepovedi omilili oziroma izbrisali. Flavio Briatore seveda ni več deloval v Formuli 1, pa Simons je pri Manorju in pri Williamsu. A vseeno, še danes me zgrozi, ko vidim novinarje, kateri sprašujejo Briatoreja, kaj si on misli o Formuli 1. Še zmerom me zgrozi, ko ga vidim v paddoku se sprehajati gor in dol, kot da se ni nič zgodilo. A res v Formuli 1 nimamo toliko dostojanstva, da bi s prstom pokazali nekomu, ki je sleparil in to dokazano, kje so vrata? Vsak si lahko misli svoje, to je pač moje mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.